pravim, da je trajnost nekako že zapisana v nas samih. Praktično tudi vsi tisti naši ponudniki, ki so šli v postopek pridobivanja zelenih certifikatov ali pa kakšnega drugega trajnostnega certifikata, niso imeli nobenih težav s posebnim prilagajanjem oziroma zagotavljanjem nekih zahtev, ker praktično na tak način briški človek že živi. Zavezani smo naši zemlji, zavezani smo tradiciji in dejansko ta čut, ki ga gojimo do vsega, kar je okrog nas, nas tudi vodi, da trajnostno živimo. Nenazadnje se je trajnostni zavezala tudi naša vinska klet, zadružna vinska klet, ki združuje kar 400 briških družin in dejansko so oni, poleg našega zavoda, tudi neke vrste koordinatorji in tisti, ki izobražujejo briško populacijo, da dejansko še bolj živi v skladu z vsemi potrebnimi zahtevami z vidika ohranjanja res vseh naših danosti. Če je kak posel na tem svetu dolgoročen, dolgotrajen, je to vinogradništvo. Ena generacija misli na 2-3 naslednje in je to vtkano v sam model. Seveda, da se to zgodi, potem moraš imeti pa prav vse elemente trajnosti, tako da od tega lahko živiš, da ohraniš vinograd v kondiciji, zemljo v kondiciji predvsem in ljudi, ki se bojo dovolj močno zaljubili v ta posel, da ga bojo nadaljevali. Mi smo nekako tako stati in obstati, tako da vsaka generacija teži, da vinograde zapusti svojim naslednikom. Tako tudi v firmi, vedno, ko so se dogajale krize, take in drugačne, je vedno zmaga en pogled naprej. Kaj pa moramo narediti, da bomo tudi jutri, tudi pojutrišnjem to počeli, tako v odnosu do zemlje, do narave, do okolice in seveda tudi do ekonomije.